Jaz sem se tistega leta začel zelo slabo počutiti, v smislu nisem imel več tiste energije, ki me je včasih krasila. Človek v eni situaciji, ki bi jo večina, vključno z mano, razumela za huge problem, ti rečeš, to je rešitev. Ali brez vida, pa poln energije, ali z vidom, ampak popolnoma brez tiste iskre, vzamem to. Čudovito, da nekdo, ki ne vidi, vidi svet, vidi cilj in da za njim hodimo ljudje, ki vidimo. Jaz moram zaupati človeku, ki ga nikdar nisem videl. Ko smo sem prišli, sem kljub Garminu zamočil na enem ovinku in postal malček paničen. In ti si rekel, vse bo v redu, tukaj bomo zavili desno in bomo prav prišli. Vse tisto, kar vi vidite, jaz lahko slišim. Pozdravljeni. Dobrodošli v Mastercard podcastu Navdiha. Naš današnji gost je Alen Kobilica. Alena Kobilice se dobro spomnim izpred skoraj 30 let. Zahajala sva v isti ljubljanski fitness. Vsi smo ga zelo občudovali, ogovoriti si ga pa nismo upali. Bil je svetovno uveljavljen maneken, ki se je v fitness pripeljal iz Milana v dobrem avtomobilu. 1 uro je potem brez odmora treniral trebušne mišice in tiho odšel. Potem Alena precej časa nisem srečal, dokler nisem slišal, da je oslepel. Sploh si nisem znal predstavljati, kaj to pomeni sploh zanj. Ko sem kmalu zatem prebiral, kako vse težave premaguje in zmaguje, je postal moj junak. Danes je zaradi vsega, kar počne in kar je, Alen moj vzornik. Alen Kobilica je uspešen podjetnik, je med najboljšimi triatlonci na svetu, je ustanovitelj zavoda Vidim cilj. V njem se slepi in slabovidni otroci učijo športnih veščin in življenja. Ima srečno družino, 2 čudovita otroka. Alen je duhovit, nekoč v neki televizijski oddaji je glede mene izjavil: predsednik, pa jaz vas videti ne morem. Z nami je Alen Kobilica. Zdravo, Alen. Zdravo. Alen, kot sem dejal, si bil mlad, uspešen, lep, izobražen. Zdelo se je, da v mladih letih praktično življenje uživaš srebrnega, zlatega krožnika. Potem pa se je vse nenadoma spremenilo. A nas bi sam, tako kot misliš, kot čutiš, popeljal skozi to mladost in to spremembo, ki te je doletela? Najprej hvala za vabilo in ta lep uvod. Ja, v bistvu pravzaprav ne vem, kje začeti. Najboljše kar direktno v sredini, v času dogodka. Se pravi, meni se je ta sprememba zgodila pri 38 letih. Zakaj je to pomembno? Zato, ker sem že šel čez vse tiste otroške travme adolescence. Nekako sem se že moral pozicionirati, tako poslovno kot športno. Namreč šport me spremlja že od samega otroštva. Kot vemo, v športu se je vedno treba malo boriti, pozicionirati. Potem sem šel na fakulteto za šport. Tudi tam se je bilo treba boriti. Kasneje sem odprl svojo turistično agencijo. In kasneje šel v modo, ki je prav tako zelo surova, na nek način zelo direktna, kar mi je bilo všeč. V modi sem doživel vse, spal v največjih luknjah, do luksuznih hotelov, spoznal ljudi socialnega dna, tako kot tiste, bom rekel, na samem socialnem vrhu. Hočem povedati, da sem prišel nekako že kot relativno izdelana osebnost v ta obdobje. Če bi se mi, se pravi obdobje, ko sem to doživel, se pravi to situacijo, če bi se mi to zgodilo prej, ne vem, kako bi bilo. V dobi odraščanja seveda so neke travme že same po sebi, puberteta in podobno. Tako da zgodilo se mi je to v nekem trenutku, se pravi pri 38 letih, ko sem nekako vse to že čez dal in kot sem že prej rekel, sem bil že relativno izdelana osebnost. Se pravi, glede tega mi je bilo vse nekoliko prizanešeno, bilo mi je pač nekoliko lažje. Po eni strani, če to nekdo živi, če to nekdo doživi že kot otrok, je drugače.
je res, da ne ve, kaj zamuja. Ne. Pri meni je pa tako, ne, da pravzaprav sem že vse doživel, bil posod, prepotoval svet, bil na vseh kontinentih, doživel različne kulture, različne obraze, ne, sveta in na nek način pa zaradi tega vem, kaj zamujam. Ne. Sem imel pa skozi celo življenje in tudi zdaj imam eno vodilo, nikdar, ampak res nikdar nisem sprejel vloge žrtve. In to se mi zdi ena najpomembnejših zadev. Pri meni vloga žrtve ne obstaja, nikdar ne krivim druge za svoje stanje, za svoje neuspehe. Na nek način sem se naučil skozi življenje, kar bo slišati čudno, ampak da se neuspehov veselim, ker neuspehi te nekaj naučijo. Zmage bolj malo, ne? Ampak ker se toliko naučiš na neuspehih, ne, potem vse več zmaguješ. To se mi zdi nekako ena taka glavna Ampak, reč. Alen, glej, z vsemi ljudmi, ki so nekaj posebnega dosegli v življenju, poudarjajo, da so šli skozi krize in da so jih krize obogatele. Ne? Vsi pa vemo, da tudi če gremo skozi majhne življenjske krize, tiste majhne, vsakodnevne, vemo, da se takrat težko počutimo, da nam je hudo, da zapademo celo v eno malodušje. Preprosto ne morem verjeti, da tvoja kriza ni bila taka. Bila je huda. Ne? Zgubil si vid. Ne? Kako si to doživljal vendarle, to moč notranje? S kje si jo pobiral? Zanimivo je bi ta obdobje, no? Ravno preden sem izgubil vid. Ne? Namreč jaz sem se tistega leta začel zelo slabo počutiti, v smislu nisem imel več tiste energije, ki me je včasih krasila, ampak nisem vedel, v čemu je težava. Ne? In nekako sem odkril, ne, ko je bilo ugotovljeno, kaj je tisto, ne, se pravi, odkrili so mi tumor, na srečo benigen. Ne. Za očesom, ne? Za očesom, tako, bom rekel, v zgornji plasti glave. Ne. In ko sem ugotovil, da je to razlog, je bilo za mene to na nek način veliko olajšanje. Hecno je slišati, ampak Pa so ti že takrat rekli, da utegneš izgubiti vid? sem dober, zdaj doktorji povejo vse, ne? Od tega, da mogoče ne bom preživel, ne? Od tega, da ne, pač. V čem je bilo torej to olajšanje? Olajšanje je bilo v tem smislu, zato ker jaz sem bil tisto obdobje, tistih par mesecev res tako brez energije, ampak jaz nisem vedel, kaj je z mano narobe. Ampak še vedno sem počel vse, kar počnem normalno. Jaz sem še septembra, recimo leta 2008, ne, takrat se je to dogajalo, se odpravil na delo na Dunaj s svojim avtom, odpeljal. Res, da sem 2 kante zbil na poti, ampak jaz nisem vedel, ne, da je to težava, ne, da je to zaradi pač tumorja. Ne. Enostavno na desno stran nisem več povsem dobro vedel, ne, oziroma te neke razdalje. Tako, ja. Ja, to je bila ena glavnih težav in potem začel sem, nekoga sem klical in sem pozabil, koga kličem. Ko se je oglasil, sem pozabil, kaj mu hočem povedati. Ne. To so bile take majhne malenkosti, ne, in takrat, ne bom pozabil, sem šel do svoje pač splošne zdravnice in sem ji vse to povedal. In moja diagnoza je bila, gospod Kobilica, vi imate samo krizo srednjih let. Sem rekel, to pa ne bo držalo in takrat sem moral biti kar persistent, se pravi, kar vztrajen, ne, da mi je dala pregledati kri. Ne, in po pregledu krvi se je izkazalo, v bistvu, da ni z mano nič narobe, da sem pripravljen za olimpijske igre po krvi. Ker pa je bil moj tumor benigen, ne, je to ena stvar, ki se na krvi enostavno ne vidi. Ne. In ko sem ugotovil, a tega še nikdar nisem povedal, ne, v bistvu iskal sem razlog, ne, zakaj se tako počutim. Ker to je bilo tisto, iz rok v usta. Nisem več videl nekega blaznega smisla v samem življenju. Sem rekel, tako živi 80% ljudi na svetu. Ne. Ker je bilo zelo drugače od tega, kot si živel sicer. Zelo, ne, in nobenih želja, ne, nobene iskre ni bilo več v meni, nobene svetlobe, no, plamena, bom rekel, življenjskega. Tako, ni bilo tistega, ne. Enostavno sem pa rad zahajal v Strunjan, rad sem bil na svežem zraku. Že kot otrok sem tam delal veliko pač v Strunjanu in kasneje tudi kot reševalci iz vode. Tam sem srečal tudi
prijatelja, to pa mislim, da še nikoli nisem povedal, no, najnega, tudi mislim, da ga ti poznaš, Jan Plestenjak. Seveda. Se srečava slučajno in pravi, kje si prijatelj, sem rekel, le Jan, lahko da bom nekaj čist mimo strelil zdaj, ne? Nekaj se dogaja z mano, ne vem, nekaj je narobe, ne? Pa je rekel, a si ti slučajno dal že glavo pregledati? Ne? Rekel, nihče mi tega ni še omenil. In dejansko moram reči, da mi je on organiziral celotno zadevo, tako da sem bil naslednji dan na slikanju MRI glave in tam se je izkazalo v bistvu, da imam tumor. Jaz moram reči, da mi je bilo tisto na nek način res olajšanje, ne? Ker sem vedel, da je tisto težava. Če je bilo to res olajšanje? Ja, res. Ker življenje tisto brez energije, ne? Ali pa ta, ki sem ga je dobilo pojasnilo. Potem, ja, tako. Ne? Se pravi, če tako povem, ne? Ali brez vida, pa poln energije, ali živeti tako kot prej, ne? Z vidom, ampak popolnoma brez tiste iskre, brez energije, vzamem to. No, jaz ti moram reči, da nisem naredil nobene raziskave. Ne vem, kako bi se sam odločil v tej situaciji, ampak domnevam, da bi bil skupaj z večino tistih, ki bi verjetno izbrali zate slabšo možnost. In to je, da bi ohranili vid in morda zato živeli slabšo kvaliteto, ker nas bilo preprosto te spremembe preveč strah. Tebe pa je ni bilo. Ti si krenil v to novo življenje, novo epoho. To je fascinantno, to moram priznati. Ja, ampak mogoče tudi takrat moje razmišljanje, mogoče je bilo malo zamegljeno tudi vse skupaj, ne? Kar se tudi nisem zavedal. Ne? Tako da ne, res, strahu nisem imel. Ne? Imel sem pa seveda vero v to, da bo vse v redu in da bom videl, kar sem prepričan, da tudi če bom. Ne vem kdaj, ne vem kako. Ampak vse skupaj sem takrat, še to moram povedati, po operaciji sem jaz še vedno videl. 3 dni. Potem je šlo pa v par dneh pač navzdol, v temo. Ne. Ampak vseeno, ne, jaz sem vzel celotno zadevo kot izziv. Tako kot sem rekel, že tudi takrat, ko si šel v temo. Tudi, ko sem šel v temo. Res izziv sem rekel, le Alen, do 38 leta, ne, si živel življenje, krasno, polno, z ogromno izzivi. Ne. Bil sem na dnu, bil sem tudi na vrhu. Tako da, dajmo videti, kaj lahko naredimo zdaj v tej situaciji. In tako se je vse skupaj potem začelo. Jaz te poznam kot zelo iskrenega človeka. Povedal sem, da si moj velik navdih in si ena taka iskra v življenju in ti verjamem, kar govoriš, ampak težko verjamem to, kar si mi zdaj povedal. Namreč, da si soočen z nečim, kar je radikalna sprememba v življenju. V osnovi se morava strinjati, da je to radikalna sprememba na slabše, zgubiš eno dimenzijo življenja, ki si jo prej imel in čutiš neko energijo, morda celo nek presežek energije, glede na tiste mesece prej, ko si bil malodušen. Absolutno. No, to se mi zdi fascinantno. In bi te prosil, da mi malček več poveš o tem, ker to se mi zdi zares občudovanja vredno. Kaj je tisto, kar ti je reklo, Alen, gremo na lepše, na boljše. Je teže, ampak bo lepše, bo boljše. Kaj je tisto? Poskušaj opisati tiste silnice v tebi, ki te pripravijo do tega, da človek v eni situaciji, ki bi jo večina, vključno z mano, razumela za huge problem, ti rečeš, to je rešitev. Kot prvo, nikdar nisem gledal na to kot nek dokončen problem oziroma neko situacijo, ki je nerešljiva. Tako kot sem rekel, prepričan sem bil in prepričan sem še vedno, da bom videl. Jaz, kar se tiče motivacije za življenje, nikdar nisem imel nobenih težav. Jaz imam izjemno strast do življenja, ljubim življenje in tudi nikdar nisem razumel, da je lahko nekdo na tem planetu, ki ni motiviran. Iz enega enostavnega razloga. Mi vsi, ki smo tukaj v fizični obliki, mi smo se že izkazali. Namreč med milijardami spermijev smo mi bili tisti, ki smo prvi preplavali, se zborili, da smo se pojavili tukaj v fizični obliki. In zdaj, da prideš sem in rečeš, nisem neki motiviran. Ne vem, jaz jemljem motivacijo iz nekih
enostavnih zadev iz narave, od ljudi, od povsem enostavnih ljudi, nimam nekih idolov, nikdar nisem imel, ne, da bi se pred nekom tresel, ne, nimam nobenega straha, spoštovanja, imam pa spoštovanje do vseh, tako do 5-letnega otroka, kot tudi do predsednika. To vem. Ne? Ampak nimam pa strahu. In nikdar se nisem bal izzivov in nikdar se nisem bal delati napak. Ker napake so tiste, ne, iz katerih se največ naučiš. Jaz rad prikažem šport, ki me spremlja skozi celo življenje, kot en tak prikazatelj vsega tega. Ne. Recimo, kolikrat je treba vršiti na koš, da potem točno veš, kako je treba, ne. Kako moraš roko nastaviti, da bo zadela koš. Ne. Ostaniva zdaj točno pri temu. Ja. Prej si bil zdrav in vitalen, imel si vse, tudi dobro si zadeval na koš. Oslepiš, kar naenkrat koša ne vidiš. Povej mi, kako to strast, o kateri si govoril, ohraniš do košarke potem. Ker sem bil človek raznoterih veselij, že prej, mi to ni predstavljalo take težave. Ne? Seveda, zelo mi manjka šport in žogo. Obstaja seveda zveneča žoga, ne? Ki si jo mimogrede sinom podajava vsak dan. Ampak šport je recimo kot beach volley, ne? Odbojka na mivki in podobno, seveda zdaj odpadejo. Ne? Sem neizmerno užival v njih, ampak sem našel pa nove športe, nove izzive. Konec koncev triatlon, paratriatlon. Seveda sem prej kolesaril in tekel in plaval, ne? Ampak nikdar pa nisem to počel skupaj, v enem športu. Enostavno sem nekako resetiral se, našel nove izzive in po izgubi vida je bila to ena zadeva, ki me je mogoče tudi povlekla ven, v smislu pozitivno smer. Ne? Namreč še vedno sem vedel, da lahko se ukvarjam s športom. In še vedno vedel sem, da obstajajo, takrat še toliko bolj, ne, obstajajo para športi in takoj sem se tega lotil. Alen, oba sva triatlonca, samo med nama je velika razlika. Najprej, jaz sem veliko slabši od tebe in drugič si ne znam predstavljati, kako lahko izgleda triatlon v tvojem primeru. A nam malček opišeš? Torej, plavate, kolesarite in tečete. Kako to izgleda? In točno v tem vrstnem redu. Moram te samo toliko popraviti, vse to, kar jaz počnem, so parašporti, se pravi tudi paratriatlon. Ne? In tukaj imaš velike naslove, visoke naslove. Ja, kar nekaj zmag v svetovnem Se lahko pokalu, malo evropski pohvališ, ja. podprvak, ja, kar nekaj medalj z velikih tekmovanj. No. Bil sem 15krat med prvimi 5, tako, skratka. Ja, tekmujem med slepimi in slabovidnimi, kar je praktično ena največjih skupin na svetu. Je pa tako, potrebujem, se pravi v paratriatlonu, športnika, se pravi triatlonca, ki vidi. Zato, ker eno osebo, ki me spremlja od začetka do konca, skozi vse 3 segmente. To mora biti ista oseba. To mora biti ista oseba. Trenirate torej skupaj in tako. Ja, zanimivo. To je kot individualni šport sicer, ampak ne more biti bolj timski. Ker tukaj gre za neko sinhronost med nama, za zaupanje. Jaz moram človeku zaupati 100%. Odgovornost. On ima odgovornost. Dobro, pogleda plavanje. Ja. Štart je, gneča je. Ja. Vidva sta skupaj? Mi sva skupaj. Vsakič je drugo tekmovališče, včasih morja, oceani, jezera, reke. Skratka, vsakič je drugačna postavitev. Kompleten kaos vedno. Kompleten kaos, ampak mi imamo en dan pred tekmo, tako imenovani familiarization, kjer imamo ogled. Okno se odpre, pol urno za kolo, pol urno za plavanje, pol urno za tek. In takrat moram jaz vse skupaj memorizirati. Predstavljaj si kot nek reli voznik, ne? Moj partner mi pa daje inpute, koordinate. In v bistvu, ker v morju, vodi, kakorkoli, ni nobene komunikacije, ne, imava posebno komunikacijo, tako da me klofne po glavi, ko je treba zaviti. Ne. In na ta način jaz vem, kje se nahajam v vodi. Ne. Potem prideva do kolesa, kolo je tandem. Ne me vprašal, kdo sedi spredaj. Spredaj sedi on, jaz sedim zadaj. A poganjata oba ali je samo tvoje energije? Ne, oba poganjava, ena ketna je, tako da greš toliko hitro, koliko greš šibkejši člen. Ne? To je zelo divje. Tukaj ni drafta, za razliko od običajnega triatlona. Tukaj je time trial, se pravi praktično kronometer. Ne? Se pravi dirka na čas, vsak sam, ne v grupi, kakor
Pri običajnem triatlonu to pomeni, da je tudi neka distanca, ki mora biti med nami, 10 metrov. Hitrosti so zelo visoke, povprečja med 45 in 50 na uro. In ti mu zaupaš tudi v tem nagibih, a se Ja. dogovarjate, ti on kaj reče, zdaj gremo levo, desno, Vse ti ti- nagibi morajo biti zelo skontrolirani. Vse te zadeve na dan tekme moram jaz že memorizirati. Jaz sem se spomnil nekako Pa s ne moreš trenerjem. vsako vink memorizirati. Lahko. Na dan pred tekmo sem se nekako spomnil, da mi trener naredi z izotrakom, skratka s kinetičnim nekim trakom, tako da jaz čutim pod prsti Ja. progo. In točno vem, rečem, aha, tukaj je ta ovink, tukaj je tak naklon. In skratka potujem po njej, tako da jo vem na pamet. Zato, ker na dan tekme ti ne smeš preveč razmišljati, ker če začneš razmišljati, zgubljaš energijo. Takrat je na polno, ne? Od začetka do konca. Tako da ja, celo progo, in plavalno, in kolesarsko, in tekaško, jo čutim pod prsti, ne? Po tem familiarizationu, po ogledu proge, mi to izriše nekako, ne? In jaz potem potujem. In tukaj gre za res eno tako zanimivo, vsak bi rekel, koliko je veliko komunikacije, v resnici manj je več. Ne? Jaz že po njegovem dihanju vem, kje je, in on po mojem dihanju, koliko nam je še ostalo moči. Ne? Znaki so zelo kratki, črka A pomeni nekaj, ne? Črka B nekaj drugega. Vse je avtomatiziran praktično že. Ne? Tako da res zahteva blazno veliko, prvič ljubezen do športa, strast do triatlona, Zaupanje v motivacijo, partnerja. zaupanje, izjemno. Prva stvar, zaupanje 100%, ne 99%, tukaj nimaš kaj. 100%. 100%. Ne? In jaz moram zaupati človeku, ki ga nikdar nisem videl. Nikogar nisem videl v vseh teh stvareh, ki jih počnem v življenju, razen pri Indian Pipi, se pravi takratno partnerko, s katero še vedno pač sodelujeva. Videl sem seveda mojo partnerko, sedanjo. Tako da, ja, in tukaj gre res za eno tako motivirano strast do tega športa in najin cilj je seveda zelo jasen, ne. Čim prej prečkati ciljno črto. In moram reči, da nam zaenkrat zelo dobro uspeva. Seveda pa lahko na različnih tekmovanjih imaš različne partnerje. Ne. A je tek najlažji del triatlona? Pri meni je v bistvu najbolj šibek segment. Zakaj? Ker sem začel s paraplavanjem Aha. in Ja, plavanje In je je bilo blizu, tako. najbolj pomemben del. Ne? tudi kolesaril sem precej, ne, nikdar pa nisem prav tekel veliko. Ne. Tako da tukaj imam še največ prostora za izboljšavo. Ne. Mi lahko samo občudujemo to in ti želimo še veliko uspehov. Ne? Sam ne vem, boš pri 90-ih še v triatlonu ali kaj? In se ne bi čudil, če boš. Ne? To upam, da se srečava pri 90-ih na kakšnih, ne, na kakšni tekmi. Ne. Ja. Ne, šport je nekaj, kar počnem že od malega. Izobrazil sem se v športu, končal fakulteto za šport in še naprej bom ga gojil, dokler bo res mogoče. Ne. In moram reči, da sem pristaš, rekel, ne vrhunskega športa, mogoče vrhunski šport ni najbolj zdrav. Zakaj? Ker vedno sebe nekako priganjaš do meje in čez. Ne? Rekreativni šport je pa nekaj najboljšega, kar lahko človek počne. In jaz res vabim vse ljudi, da se čim več rekreirajo postopno. Ne? Namreč pri športu, pri rekreativnem športu, ne vem, kadarkoli sem imel neke izzive v življenju, sem šel odteč ali pa na kolo in te izzivi so bili z lahkoto rešljivi. Ne? Nekako se resetiraš, možgani boljš delajo, ne? Vse boljš funkcionira. Ne? Ampak ti si samo 1 leto potem, ko si oslepel, ustanovil tudi zavod. Vidim cilj. Torej, nisi šel samo v šport po nek navdih in sproščal svojo strah in se regeneriral, ampak si šel tudi v druge aktivnosti, ki so občudovanja vredne in so plemenite. Tudi šport me je pripeljal do tega, namreč po izgubi vida sem precej hitro, tako kot si prej omenil, dosegel normo za evropsko prvenstvo v plavanju. In na tistem tekmovanju sem bil praktično edini parašportnik med slepimi in slabovidnimi, Slovenec. Ne? Medtem ko druge države so imele kar nekaj, cele ekipce. Ne? In takrat se mi je porodila zamisel, glede na to, da imam to znanje, da sem študiral na fakulteti za šport in je uspešno tudi dokončal. Sem rekel, to je pa nekaj, kar lahko jaz naredim
za Slovenijo, za svojo državo. Namreč mnenja sem, da ne glede na situacijo, vsak lahko na nek način pomaga družbi, v kateri živi. Zdaj nekdo bo rekel, joj, jaz pa res, pa cel dan delam, pa ne vem kaj. Pomoč je že pomagati starejši gospe prečkati cesto. Širiti to, verjamem v to, v pozitivnost ljudi, v to, da skupaj lahko pač dvignemo Slovenijo, svet na neko boljšo raven. Kot rečeno, si ustanovil zavod, vidimo cilj. Vidim cilj, seveda. Ja. Ampak to rečeš skupaj z otroci, torej vidimo, ne? Cilj z otroci, ki so morda tako kot ti prikrajšani, in to ne samo zaradi slepote. 100 jih imaš, ne? Zdaj, ali koliko? Tukaj bi popravil na začetku, mislim, da si omenil, da je center slepe in slabovidne, da imamo. Ne? Ne, začeli smo slepimi in slabovidnimi, potem so se nam pridružili otroci z amputacijami, paraplegiki, cerebralna paraliza, avtisti. Skratka, preko 100 otrok, ki obiskuje naše programe. Začeli smo s plavanjem enkrat na teden. Zdaj otroci plavajo praktično vsak dan. Po več ur, seveda različne skupine. Imamo kempe, tako poletne kot zimske. Naši otroci smučajo, kolesarijo, tandem kolesih in tako naprej. Skratka, moja osnovna ideja je bila, da bi dobil še enega elitnega parašportnika, ampak sem hitro ugotovil, da to ni najpomembnejša stvar. Najpomembnejše je, oziroma veliko pomembneje je, da se te otroci pač družijo med sabo, da se čutijo nekako vsaj približno enake svojim vrstnikom. Namreč šport je ena taka hecna zadeva. Ne? Šport izjemno pozitivno deluje na samopodobo, na samozavest, na seveda fizično zdravje in mentalno zdravje in na pridobivanje teh moralnih in etičnih načel, ki jih potrebujemo za življenje, da lažje premagujemo izzive, ki nam jih vsem prenaša. In moja osnovna ideja je bila in je še vedno, da ti otroci postanejo aktivni soustvarjalci družbe, v kateri živijo, in ne samo otroci, ki prosijo, oziroma posamezniki, ki zahtevajo svoje pravice. Ne. Prav je, da imamo svoje pravice, ne? Ampak tukaj se mi zdi nekaj pomembnega poudariti. Namreč tukaj je stvar neke empatije, s tem, da jaz empatijo delim, to je čisto neka moja pogruntavščina, ne verjamem, da je v kjerikoli knjigi, ampak na negativno in pozitivno empatijo. Negativna je takrat, ko nekdo pride in reče, koliko si bogi, ne? In se joče zraven, ker takrat je naredil dva človeka. Pokroviteljstvo in usmiljenje. To je ta pomilovanje, usmiljenje, ne, takrat se je naredil dva invalida, ne, se pravi tistega, ki se mu to govori, in pa še tista oseba, ki vse to počne. Ampak tega se ljudje pač enostavno zavedajo. Moto pri nas v Vidim cilju gre za pozitivno empatijo. To pomeni, čutim te, mogoče nikdar ne bom vedel, ne, kako se ti zdaj počutiš, vem pa nekaj, da lahko skupaj naredimo maksimalno, da ti lahko dosežeš res maksimum, kar si sposoben, in mi ti bomo pri tem pomagali. In to počnemo. Jaz sem se tudi odločil, ko sem center ustanovil, zavod, ne, da naši otroci ne bojo plačevali članarine in vodnine. Zatem stojim še danes, tako da dejansko smo odvisni nekako od prispevkov dobrih ljudi, podjetij, ki nekatera nam zelo veliko pomagajo, ne. Tako da donacije, skratka, ne. In eno od stvari so tudi, kot si omenil, pač moja motivacijska predavanja, kjer se odrekam honorarjev, želim pa seveda donacijo za nas center, in na ta način delujemo že vrsto let in moram reči, da zelo uspešno. Je pa nekaj mogoče tukaj bi omenil, ker seveda starše je vedno strah za svoje otroke, kaj šele, če imajo kakšno razvojno specifiko, ne. Mislim, da zdaj preveč zavijamo otroke v neke vatke, ne. Zato, ker otroci se v resnici ne bojijo ničesar, ne. Slep otrok bo skočil v vodo, ne, na glavo, na karkoli. Starši so tisti, ki jih je strah, ne. In moram reči, da s temi mojimi športnimi udejstvovanji in dosežki sem zbudil pri starših, ne, to zanimanje, in tudi oni me spremljajo
In potem si rečejo, seveda, ne, če on to počne, ne, če njemu to uspeva, ne, potem tudi našim otrokom lahko. Ne. In so izgubili ta strah. In potem vse skupaj funkcionira. Mimogrede, prej sem povedal, da imaš 2 čudovita otroka. A mogoče vse to, kar si doživel, vpliva, kaj se to je težko reči, na tvojo vzgojo, na pristop do njiju, na to, kaj jim daješ, ali misliš, da bi bilo to vse? Jaz imam eno res čudovito izkušnjo, krasno partnerko, 2 čudovita otroka, tako kot si omenil. Val je star 2 leti in 5 mesecev, hčerkica Inti Aurora bo zdaj stara 3 mesece, tako da je res še dojenček. Ne. Moram reči, da je zanimiva ta moja izkušnja z sinom, recimo, ne, ki je zdaj seveda, bom rekel, navihan, prebrisan, poln energije, težko se ga ustavi. Te po očiju. Pa po mami. Ne, zanimivo je to, no. Mi spimo, po noči spimo. To je res velika sreča, to poudarjam. Starši, ki imajo otroke, ki so jih imeli, točno vejo, o čemu govorim. Ne. Otroka sta vzela noč za spanje in potem je življenje veliko lažje. Ne. Čez dan lahko norijo, skačejo, ne, ni nobene težave. Ne. Mava pa midva z sinom en poseben odnos. Ne. Velikokrat greva naokoli, recimo, ko je večer in tipava stvari, njegove igrače, stole, mize in tako naprej, ne? In potem ugasnem luč in greva še enkrat. Ne? In njemu je to tako zanimivo, ne? Da potem vedno vsak večer reče: oči, ugasniti luč. Ne? In vedno, in potem si daje kar čez glavo tudi neke majice, pa hodi okoli. Ne? Ampak ne da bi, ne vem, če on razume, ne? Ampak je čisto vseeno, ne? Če razume mojo situacijo. Jaz želim njega opolnomočiti, da bo znal uporabljati v življenju vsa čutila. Da ni vid tisto edino, čeprav z vidom, ne, dejansko zajamemo cel spekter stvari. Ne? Rekel, 70-80% možganov je okupirano z našim vidom, ne? In ostala čutila so zato zelo potlačena. Ne? Ampak jaz želim, da on uporablja vse in da postane ena taka pozitivno empatična oseba. In vse kaže, da gre v to smer. Zdaj se bom skliceval na modrost, da ni neumnega vprašanja in bom tvegal z enim takim. Ti si prej omenil noč in spanje. Ko sanjaš? Kako sanjaš? V bistvu to je zelo dobro vprašanje. Ne? Pravzaprav v resnici jaz tretjino dneva vidim. Namreč po noči vidim in to zelo barvito, zelo izrazito, zelo živo. Take zelo lucidne sanje imam. In ravno danes, recimo, polnen sanj, zato ker me je budilka zbudila. Ne? In tisti moment te zbudi direktno iz sanj. Ne? In vem, da sem srečal sem 2 osebi, čisto random, ne? Ki jih poznam, ampak se nismo videli že 20 let. En moški in ena ženska in ne vem, kaj je bilo. Rekel sem, gremo plavati tukaj čez nek zaliv in ko sem prišel v vodo, so bile same neke vreče naplavljene in tako naprej in sem še rekel, pa kdo za vraga meče vse te stvari sem v morje. In to si vse videl? To sem vse videl, to je bilo vse tako živo in takrat me je potem budilka zbudila. Ne? Ampak hecno, ne? 2 osebi, ki nisem, se pravim, 20 let videl. Ne? Sanje so zelo zanimiva reč. No? Tako da dejansko vidim. Ja. Je pa nekaj, ne? Seveda treba je povedati. Ne? Zdaj, nisem nikoli imel teh nekih... To me čisto zul, kar si zdaj povedal. Ne? Ker na to ne bi nikoli pomislil. Ja. Prej, ko sem omenil, ne, kako sem prišel v to situacijo in da sem vse skupaj vzel kot izziv. Ampak da ne bo to narobe razumljeno. Ne? Jaz, če bi bila možnost, da lahko vidim, bi to takoj zagrabil. Zdajle, ne. Nič ni romantičnega v tem, da ne vidiš. Ne. Je pa zanimivo. No. Je zanimivo, recimo, sploh rekel, potovanja. Ne. Jaz ogromno potujem, seveda tudi preko parašporta. Tudi v kraje, v katerih sem bil že prej. Ne. In zdaj, ravno zadnjič mi je kolega rekel... A vidiš te kraje drugače? Ja, jih doživljaš drugače, jih čutiš drugače? To je dobro vprašanje.
In kolega je celo rekel, pa se tebi je vseeno, ne, zdaj, a si v Ljubljani, a si na drugem koncu sveta. Ne. Ampak to ne bi moglo biti bolj narobe, kakor tako. Ne. Namreč kamorkoli grem, zdaj so potovanja tako, vsak kraj ima nek svoj ritem, svoj jezik, svoje okuse, svoje zvoke, svoj von, konec koncev svojo vlažnost zraka, sipkost mivke, slanost morja, konec koncev eno svojo vibracijo, svojo energijo. In jaz potem povežem vse te točke in tako si ustvarim sliko. Pravzaprav jaz ves ta čas, odkar ne vidim na nek svoj način. Ne? Zato, ker si zelo predstavljam, to je mogoče razlika med mano pa nekom, ki je pač slep od rojstva, ne? Predstavljam si kraje okoli sebe, predstavljam si osebe, ne? In tako, kot sem rekel, samo z nekimi drugimi čutili sestavljam sliko. Zdaj smo v Mariboru, ti si bil v Mariboru v vojski, čutiš ta kraj? Še vedno na nek način? Ja, v vojski sem bil in sicer zadnja generacija JNA. Zadnja generacija JNA, kad sem služil do konca in to bil sem, verjetno tle nekje blizu, ne? Bil sem vojna policija in takrat so bili izjemni pritiski, tako da jaz sem se enostavno takrat odločil, da Slovencev ne bom lovil, ne? In sem se nekako uprl celi tej strukturi in sistemu in sem zaradi tega, moram reči, preživljal kar dost, bom rekel, nekih napetosti, ne? Tako da tudi iz te kasarne, v kateri sem bil, je prvi tank dejansko povozil človeka in tukaj se je vse skupaj začelo. Ne? Ampak imam pa jaz v bistvu, ko ravno govoriva o vojski, ti si bil v vojski? Ja, jaz sem bil v Ljubljani in v Kneževcu. Tako da, midva sva oddelala vojsko, je že v časih, ko so se te nacionalnosti, nacionalizmi zapletali. To sem že lahko občutil. Vendar sem prišel dovolj zgodaj, da nisem bil v takih moralnih in drugih škripcih, kot ste bili v vaši generaciji. Ampak, v kakšni enoti si pa bil? Se spomniš? Pešadja. Aha. No, zanimivo. No, ne bi rekel, ker se mi zdiš bolj nežne sorte. Niso imeli kozmetičnega oddelka. Maribor sem ti omenil zato, kar bi rad povedal tistim, ki nas poslušajo, da ko smo sem prišli, sem kljub Garminu zamočil na enem ovinku in postal malček paničen. In ti si rekel, vse bo v redu, tukaj bomo zavili desno in bomo prav prišli. Tako da, to je res fascinantno. Ko si govoril prej o vsem tem tako privlačno, me zanima, če kaj kar pogrešaš. Pogrešam samostojnost. Jaz sem bil človek, ki se je usedel v avto v nekem trenutku in odpeljal ali na letališče nekam odletel. Predvsem sem bil tako pač samozadosten, sploh v modi, sem bil dejansko pač sam, na nek način. Tako da v bistvu sem se moral pozicionirati nekako, kot sem že prej rekel, nekako boriti za svoje mesto. No, meni se je zdel pravi pogum to, kar sva midva danes naredila. Zdaj, iz Ljubljane v Maribor, se pravi, človeka ne vidi, vozi ga pa nekdo, ki je pred 30 leti na zadnje vozil katrca. No, sej zato sta zašla, Ampak sva imela tebe v avtu, nisi se ustrašil, sem malo bil paničen, nisem se zanesel na te, da bo prav prišla in sva tudi prav. Ja, jaz mislim, da sva obadva, še otroka, bom rekel, analognega sveta, ne digitalnega, tako da v bistvu imam še vedno zelo dobro predstavo o krajih. Ampak preden bova šla malček na ta digitalni svet, ki je prinesel tudi morda nekatere fenomenalne spremembe, ki se jih sploh ne zavedamo, bi te pa ostanva tukaj. Ostanva pri teh digitalnih spremembah, pa šla potem nazaj. Ja. Kaj so prinesle za ljudi, ki so slepi? Najprej sem mislil, da je to katastrofa. Namreč prej se je dalo pod prsti čutiti, tisti, ki imajo stare telefone, recimo na številki 5, sta dva zobčka ven, črka JKL, in ti si vedel, si imel neko orientacijo, kaj hočeš natipkati. Potem so pa prišli, ravno ko se je meni to začelo dogajati, so prišli te smartfoni, oziroma pametni telefoni, zasloni na dotik. In enostavno
sem rekel, zdaj pa, to pa res ne vem, zdaj kako bo, zdaj pa konc, ne, z nami, ne. Izkazalo se je pa to v bistvu, da je to najboljša rešitev mogoča, ne. Namreč ne vem kdo, a Steve Jobs ali kdorkoli je bil za tem, je zelo dobro poskrbel in sicer sistem je vse tisto, kar vi vidite, jaz lahko slišim. In potem z gestami, ne, sam recimo se sprehajam po telefonu, po menijih, grem na Facebook, Instagram, lajkam, šeram, tagam, lahko vas unlajkam, če mi niste všeč. Skratka, dejansko počnem čisto vse, imam mobilno banko gor, vse v tej majhni napravi. Ne. Ker še enkrat malo pozabimo, da so tudi tukaj neke rešitve, ki so prinesle veliko napredka v kvaliteti življenja ljudi, ki so bili prej malček deprivilegirani. Ne. Prej sem hotel samo to reči, ne dokončam, da je pravzaprav zame sijajno, čudovito, da nekdo, ki ne vidi, ne, vidi svet, vidi cilj in da za njim hodimo ljudje, ne, ki vidimo, ampak sledimo tebi, ne, vidimo tebe. Kot sem prej rekel, zelo iskreno, ti si moj navdih, ti si, kako bi rekel, moj vzornik. Ne. In za tabo hodimo. Ne. To preko si govoril, da te ni strah, da vidiš v krizi rešitev, da greš naprej, da se osloniš na tiste pozitivne lastnosti, ki jih imaš. Se zgodi, da sem in tja pridem v situacijo, si rečem, to ni v redu, to je slabo, in si rečem, če je morda Alen to naredil, če je Korina, ki sem imel tukaj 14 dni nazaj, to naredila, tudi jaz sem mogoče sposoben. In mogoče to pride tudi do drugih ljudi. In se mi zdi, da imaš za sabo vedno več ljudi. Greva naprej, ti si tudi podjetnik, imaš podjetje. Vse to se je zgodilo po moji izgubi vida. Po tvoji si zato. Po tvoji izgubi vida si tudi spet relativno hitro, ne? Relativno. Hitro, leta 2009 že. Tako, 2 leti potem, ne? Ustanovil. Leto, 2008, konec leta sem izgubil vida. Indian Pipa, ne? To je, Indian Pipa, ja, to je produkcija, recimo temu sladoleda, če zožim malo asortima, ali kaj najboljšega na svetu, najbolj zdravega, najbolj trajnostnega. Kaj bova še rekla? Za mene ja. Ne, to je pogumno, da se odpraviš v poslovni svet, ne, sicer nisi edini to, ampak imaš nek produkt, ki velja za mogoče najboljšega ta hip z teh zornih kotov. Kaj lahko poveva o tem, o tvoji poslovni poti? Ja, mislim, seveda, ne, Indian Pipa je nastala nekako iz neke ljubezni po zdravem okolju, čistem zraku, čisti vodi, čisti hrani. Mislim, jaz, kot sem rekel na začetku, jaz obožujem ta življenje in ta planet, ne, in želel bi, da ostane tak in tudi za naše zanamce. In tako da ti naši sladoledi so primer tega, ne, namreč so ekološki, rastlinski, vse sestavine so ekološko certificirane. Imamo pa zdaj tudi nov produkt, ki bo prišel, in sicer ekološka Nutella. In vse isto sestavine ekološke, kakor pri sladoledih in pri lučkah, ne, namreč imamo tudi lučke zdaj. Tako da ja, to je še en produkt, kjer ga se blazno veselim. Sem že sprobal vzorce in to je prava stvar. Ne. Tudi enega si prinesel v mojo pisarno in lahko samo pritrdim, da je to sjajna stvar. Rad bi te vprašal 2 besedi o vprašanju, o ljubezni, o modi. Najprej greva na modo, ker se mi zdi lažje vprašanje, manj delikatno, bolj politično korektno. Moda. Ti si bil v špici mode, ko si bil tam od 25. do 35. leta, ne, tako rekoč, ne? Delal si za Armanija, delal si za svetovne protagoniste visoke mode v Milanu. Imel si vse, kot sem rekel, bil si na vrhu, ne? Moram samo to popraviti, ne, v Milanu sem začel, delal sem posod, Milano, Pariz, London, New York, tako da, ampak če se ne motim, če se ne motim, si tudi ti bil v ja, ampak jaz sem bil 10. kategornik, ne? Če si ti rekel Alen Kobilica, čez meni, je bilo to nekaj, potem 10 let nič in potem mogoče jaz tam v zadnji vrsti, ne? Ti si bil res špica, mi smo bili pa taki vaški, ne? Frajeri, ki so malo sililo spredje, pa so uživali, pa našim, ne? Ampak nič hudega, mislim, okusu sem, bilo je lušen, simpatično in tako naprej. Kako vidiš pa ljubezen? Prav za nalašč sem uporabil to besedno zvezo. Kako vidiš ljubezen? A ljubezen človek doživlja drugače,
če vidi ali če ne? Navezavo stikov. Ja, v bistvu glede tega moram pa reči, da je zelo zanimivo. Ja, zato, ker uporabljaš druga čutila, ki so pri odnosu bolj pomembna, kakor sam vid. Ampak moram nekaj povedati. Jaz sem svojo partnerko videl. Ne? To mogoče ljudje ne vejo res že zelo dolgo nazaj, ne? Ko je bila še v pevski skupini. Ne? Ampak tako da, ja, vem, kako izgleda, ne? Ampak tudi, če ne bi vedel, ne, sej nekako tukaj pride potem bolj do izraza te fini občutki. No? Filigranski. Ne vem, bom rekel von, ne, gladkost kože. Zadeve dobijo, ne, preko konic prstov nek svoj pomen. Ne. Ostala čutila res. Ljubezen je eno tako res krasno čustvo in ljubezen je tisto, kar lahko dejansko izboljša ta svet. Vsi bi se morali naučiti ljubiti in to širiti okoli sebe. No. Vem, da se sliši to mogoče tako malo utopično, ampak je to mogoče. Ne? Ja, tako da... Ti si moj tretji gost in vsi trije ste milijonkrat omenjali strast. Ne, da bi se prej dogovorili, da boste to omenjali. In tudi jaz, ko grem v podobne oddaje, skoraj ne mine pogovor, da ne bi omenjal tega elementa življenja. Ne? Mi lahko kaj več poveš o tej strasti? Strast do česa je to pri tebi? Kako doživljaš to strast? Kot osredotočenost, kot energijo? Vse to, kar omenjaš, namreč to je težko v bistvu ubesediti. Ne? To je nekaj, kar te žene, enostavno ne čutiš ne lakote, ne utrujenosti, lahko to počneš cel dan, celo noč, kakorkoli, tok te noter potegne in smisel življenje dobi takrat poln smisel. To je ena taka popolna predanost, ki te osrečuje. Popolna predanost in to tudi želim jaz prenesti na svoje otroke. Želim najti pri njih, kaj je tista iskra, ne? Kaj je tisto, kar jih žene, ne? In nekako podpira to, ker življenje takrat pač dobi smisel, ne? In neko A je mogoče to dati v nek kontekst tistega stavka, tiste misli na začetku, ko si rekel, da nisi v nobenem trenutku čutil sebe kot žrtve v tej veliki življenjski spremembi. Ta strast do tega, da boš uspel pa tako, pa drugače, pa na drug način. Je mogoče malček pojasniti s tem ali kako? Mislim, zagotovo. Ker veliko bolj razvajeni ljudje, Ja. med katere sodim, ne, smo hitro pripravljeni reči, kako strašno je življenje, usoda nas je kaznovala, ne, in tako naprej, se pomiljujemo. Ne. Medtem ko nekateri drugi ste sposobni tukaj videti priložnost, mi pa probleme. Nikdar nisem v življenju se bal zavrnitev. Mogoče je tudi to ena pomembna zadeva. Ne. Karkoli sem počel, v življenju imamo vedno neuspehe in zavrnitve. Ne. In nikdar recimo zavrnitev in neuspehov ne jemljem osebno, ampak kot nekaj, iz česa se bom nekaj naučil in šel boljši naprej. In vidim pa, zato to omenjam te zavrnitve, ne, ker dosti ljudje se pa boji tega. Kaj pa, če ne bojo? Kaj pa, če bo to? A misliš neuspeh ali kaj zavrnitve? Neuspeha. Bojijo se neuspeha. Bojijo se falit. Najboljši primer je recimo šport. Ne? Veš, kolikrat moraš faliti, da zadaneš potem. Ne? Ampak eni se bojijo, ne? In rajš ne grejo, niti ne vrže na kost, straga je, kakorkoli, ali pa ko smo najdli, ne? Ali pa strel na gol, kakorkoli. Ne? Tega se ne bojim. Ne bojim se delati napak. Ne? In ko se tega ne bojiš, ne, enostavno potem z izkušnjami postaješ vse boljši, vse močnejši in vse bolj mogoče tudi mentalno trden. Ne. In ko to vse skupaj daš v neko celoto, ne, pride do takih situacij, kot je zdaj ta moja, ne, kjer me dejansko ni strah. Mene ni strah prihodnosti. Tudi če ne vidim. Ne. Vidim film, tako da
živim polno življenje. Bistvo je očem skrito, je rekel mali princ. Ne? Res je. Proti koncu svojim bova pogledala malček, ne bom prav tako rekel, pogledala malček v prihodnost. Ti verjameš, da boš videl, da boš znova videl. Odkje je ta optimizem? Odkje je to prepričanje, ta vera? Je to zate vera? Je to osnovano na nekih znanstvenih napredkih? Tudi. Ja. Tudi. To je kombinacija vsega. Vedno pravim, univerzum je neskončen, tako da vse je možno, ampak tudi tehnologija, znanost se svetlobno, eksponentno premika naprej, tako da so rešitve že tukaj, neke nanokamerce in podobne zadeve, ampak jaz vedno pravim, zaenkrat naj še malo trenirajo, nočem biti prvi, nočem biti kot nedolgo nazaj, je bil računalnik velik kot ta prostor, zdaj je pa en telefon bolj zmogljiv kot takratni računalnik. In rad bi se odločil za nekaj takega, za nek poseg, ko bo naredilo neko bistveno razliko. Tako da bom jaz, ne da bom videl neke sence, ker mi to v tem trenutku pač nič ne pomeni, oziroma dovolj dobro se počutim v situaciji, v kakršni sem. In marsikaj imam še za postoriti v tej situaciji. In ko bo prišel čas, kar vem, da bo prišel čas, se bomo pa pogovarjali o drugih zadevah. Nisem človek, ki razmišlja vsak dan, kaj pa zdaj, kaj so pa že, bo okej. Ne ukvarjam se s preteklostjo, niti s prihodnostjo prav preveč, ampak z sedanjostjo, s tem trenutkom. Danes poskušam narediti maksimum iz tega, kar je, iz tega, kar nam je na voljo. Glavna stremljenja, glavni načrti zdaj za prihodnost vendarle? Ja, jih je kar nekaj, na različnih področjih. Ampak zdi se mi za človeštvo najbolj pomembna stvar, širiti ljubezen, dati, izvabiti tisto pozitivno v ljudeh. Jaz verjamem v ljudi, verjamem, da vsi zmorejo, nekako se znebiti ideologij. Namreč svet je s to digitalizacijo hkrati postal tudi zelo polariziran. Ali je čist nekaj na eni strani ali čist nekaj na drugi strani, ni več tistega vmes, največkrat je pa resnica ravno tukaj nekje vmes, vsega pomalo. Alen, kot vedno mi je bil pogovor s tabo sijajen, sem ti hvaležen, da si sprejel vabilo. Upam, da je koga, tako kot mene, tudi navdihnil in mu dal kakšno moč več, kot jo sicer ima. Hvala, da si prišel in da si mi zaupal, da sem te sem pripeljal in da te bom varno odpeljal. Hvala tebi. Hvala, Alen. Vam pa srečno, se vidimo naslednjič.